Danes v kampu Novo Selo na Kosovu izvajamo Freedom of Movement detachment postopke. Osnovno vozilo, ki nas čaka, torej ta konvoj, ki je za nami, ima pridodan FOMD element, ki skrbi za omogočanje prehoda skozi oviro. Ti postopki se izvajajo po točno določeni sekvenci. Vsaka sekvenca ima točno določen protokol in to bomo sedaj potrenirali na nivoju čete. Danes izvajamo usposabljanje iz FOMD-ja, torej nadzor množice namera skupaj z elementom, ki skrbi za to, da se prepreka morebitna, ki se pojavi na cesti pred nami, da ta ekipa nam omogoči prehod. Ta ovira seveda ni majhna, to je ponovadi 5, 6, celo 10 vozil ali pa kakšnih lodij, tako da to so pravi specializanti za to, da naredijo po domače drmr. To je oklepno vozilo, ki ga uporabljajo za pričanje oziroma za izdelavo prehoda skozi ovire. Trening pirofobije je namenjen predvsem temu, da treniramo postopke v primeru meta molotovke strani rdečega oziroma nasprotnika oziroma demonstranta. Molotovka je zelo nevarno sredstvo, sicer zelo enostavno, ampak zelo učinkovito. In v primeru, da kdo odvrže molotovko v naš kordon, je velika nevarnost opeklin, zato je potrebno seveda zavzeti pravilen stav, se zaščititi z ščitom in z pravilno držo odvrniti od sebe ogenj, nato pa ga pogasiti v primeru, da kateri del opreme na nas gori. Če ste mislili, da je tole atraktivno, počakajte šele, da vidite funkcionalno bojno streljanje. Izvajamo funkcionalno bojno streljanje na strelišče Volar, ki se nahaja praktično čisto zraven baze Camp Villaggio Italia. Funkcionalno bojno streljanje je osredotočeno na premikanje vojaka po bojišču in situacijskem zavedanju. Torej, med vsakim premikom se mora vojak zavedati, kdo je levo, desno in odzadaj, in pa istočasno mora zajemati zaklone na podlagi tega, kako so ovire postavljene. Torej je nekaj čisto drugačnega kot pa klasično streljanje, ki je statično in pa meri predvsem na preciznost vojaka. Tukaj pa je fokus na tem, da se vojak zaveda, kaj se dogaja okoli in pa da hitro reagira na tarče, ki se pojavljajo pred njim. Danes je bil takšen malo bolj dinamičen, atraktiven video. Kot vidite, da so slovenski vojaki na KFOR-ju zelo cenjeni, zelo dobro usposobljeni, na kar vedno opozarjajo nadrejeni, torej ne Slovenci. Takšna zgodba je bila tudi pred kratkim, ko je prišel general Federici, poveljnik KFOR-ja, k nam na obisk v Dečane, se je pogledal, kako izvajamo stražo in istočasno si je vzel čas in pojedel z nami tudi kosilo. Torej na tem kosilu same pohvale, kar se tiče dela slovenskih vojakov.
da je že bilo nam rahlo neugodno, ne? Smo ga gledali, ali to zdaj on pretirava, ali resno misli, ampak se je izkazalo, da resno misli. Tako da vedno, ko Slovenci kamorkoli pridemo, vedno nas dajo v ospredje, da izvedemo kakšne vaje. No, naslednjič vam bom še pokazal nekaj od dnevne rutine, kako izgleda moje delo skozi dan, torej od jutra do večera. Tako da, tisto bo tudi relativno zanimivo. Ostanite še na kanalu Enotni naprej in nas spremljajte.